Trenutek dremeža je dovolj, da se nam zgodi to, kar ste videli. Lahko je tudi usoden. Odvisno je od hitrosti. Nižja je hitrost, krajša je ta sekunda, višja je hitrost, daljša je ta sekunda. Seveda, ko govorimo o metrih v sekundah, ki prevozimo pri različnih hitrostih. Vozniki bi morali biti pozorni na svoje psihofizično stanje. Zaspala še nisem, ampak mislim pa, da sem imela izkušnje s takšnimi vozniki, ki so vozili kar cikcak po vozišču. Nisem nikoli riskiral. Sem vstal, zapeljal na kraj ceste, pa malo zadremal. Ne grem na pot sploh, ko sem utrujena ali pa v bistvu koga drugega prosim. Prav na to opozarjajo strokovnjaki. Treba je biti samokritičen in discipliniran, da ne bi bilo prepozno. Da se nam zeha, da se nam oči hočejo zapreti in takrat je zadnji čas. Ni le zaspanost, tudi uživanje nekaterih zdravil lahko vodi v nesrečo. So nevarna predvsem v tem, ker smo nekoliko omotični, zaspani, ne dojemamo stanja okrog sebe. Zato pazljivo, denimo pri antidepresivih, tako kot pri tem, kako držite volan. Z dvema rokama je seveda na ta način mnogo lažje, učinkoviteje in varneje obvladati avtomobil. In to so tiste velike razlike. V sekundi lahko privede do nesreče s smrtnim izidom, telesnimi poškodbami in materialno škodo. Indic, da je nekdo vozil zaspan, je, da je nenadoma zapeljal levo oziroma iz vozišča in pri tem ni nobenih zavornih sledi. Najpogosteje pride do tovrstnih nesreč po noči med 2. in 3. uro, med 6. in 7. uro zjutraj ter 16. in 17. uro ob vračanju iz službe domov.